Pozdravljeni v avtomobilnosti. V Sloveniji se na leto proda 200 tisoč rabljenih avtomobilov, kar je 3 do 4 več, kot se proda novih. Slednje pomeni, da je trg rabljenih avtomobilov v Sloveniji precej zasičen. V zadnjih letih pa je zelo naraslo tudi število prodajalcev rabljenih avtomobilov. In te prodajalne niso zgolj v vsakem večjem mestu, ampak malo da ne karikiram, v vsaki vasi skoraj 2. Ko se peljemo po kakšni cesti, velikokrat opazimo vrsto oziroma vrste rabljenih avtomobilov, ki čakajo na nove lastnike. To pa še ne pomeni, da je število prodajaln premo sorazmerno s kakovostjo ponudbe rabljenih avtomobilov. Vsaj do zdaj ni bilo. Zdaj pa se očitno tržne zakonitosti že uveljavljajo in boljše prakse se že kažejo kot pozitivne lastnosti na trgu. No, in eno izmed dobrih praks je preverjal tudi Miha in poglejmo, kako do varnega nakupa rabljenega avtomobila. Z nakupom rabljenega avtomobila pa je seveda neposredno povezan strah. Preveč je bilo manipulacij s prevrtenimi kilometri in preveč je bilo obljub, ki niso imele trdne osnove. In zato so se slovenski trgovci, več kot 400 podjetij v Sloveniji se ukvarja s trgovanjem z rabljenimi vozili, prilagodili. In marsikateri od teh trgovcev ponuja avtomobile z napisom preverjeno. Preverjeno rabljeno vozilo z garancijo. Ampak eno je teorija. Poglejmo, kaj se skriva v praksi za takšno štempilko. Preverimo. Videl sem, da imate enega zanimivega ekosporta. Kako me lahko prepričate, da je ta avtomobil res varen nakup? Pri tem avtu ste ugotovili zgodovino kakšno? Avto ima opravljene vse servise na intervale, tako kot je predpisal proizvajalec. A mi lahko pokažete? Ja, seveda, gledajte, digitalni izpis. Tukaj le, če greva od začetka, avto je letno 2018, torej so začetni kilometri. Tukaj le seveda lepo vidiva, da je bil servis opravljen pri nas na te kilometre. Ta stranka je malenkost več kilometrov delala, kot je pač to običajno. Se pravi, na leto je bilo dobrih 20 tisoč. Ja, tako. Potem imava še tukaj zgodovino, tako da to je v bistvu nekako naša prva faza oziroma vozilo, ki je bilo pri nas kupljeno, je najlažje preveriti zgodovino. Do zdaj smo mi kupci, v bistvu, ko se avtomobil zanima, smo pač plačali 10 evrov, dobili od Carfaxa poročilo in to je to. Tega zdaj mi več v resnici ne potrebujemo. Ko ni potrebe potem. Ti digitalni izpisi iz servisa se ne dajo ponarediti. To je dejansko verodostojen dokument. To je dejansko Fordov dokument. To je Fordov dokument, ja. To je digitalni izpis servisa dejansko iz DSR-ja. Tudi če bi recimo mi, ne vem, pozabili servis narediti, pa da bi hoteli za nazaj nekaj, ne moreš. Zato, ker to je dejansko sistem, ki avtomatično delovni nalogi so številčeni, datumsko je, to ne moreš ti za nazaj nekaj popravljati. Ne gre drugače. Takšne dokazila o zgodovini uporabe vozila vam seveda lahko ponudijo le pooblaščeni trgovci za vozila svojih znamk, saj imajo samo oni dostop do ustreznih baz. Še bistveno več pa je primerov, ko trgovec proda vozilo druge znamke. Trgovci namreč avtomobile večinoma kupujejo na različnih avtoborzah v Evropi. Vozila, ki so na prodaj, ponavadi po standardiziranem postopku pregleda neodvisni cenilec, ponavadi je iz nemškega podjetja Dekra. V tem popularnem Dekrinem poročilu pa je zabeleženo točno stanje avtomobila, pa seveda tudi to, ali je bilo vozilo ustrezno servisirano ali ne. Vsekakor je natančen ogled takšnega poročila prva naloga vsakega kupca rabljenega vozila. Ok, vi ste ugotovili, da je avtomobil vreden nakupa in potem ste ga kupili. Kaj ste pa potem naredili? Potem pa smo avto prodali v 100-točkovni pregled, v delavnico. Še en pregled. Še en pregled. Primer številka 1, kaj pogledate? Najprej vizualno, a so kakšne praske, a so kakšne poškodbice. Preverimo potem osebno steklo, recimo prednje diske, ploščice, ki se vidijo, a ima rob, a nima roba, a je poškodovan. Tule so diski bliže zamenjani, tudi ploščice, ker se vidi, da ni roba, disk je dejansko nov. Frišna zamenjava, tako da imate nove diske in ploščice. Preverimo delovanje vrat. A to pomeni, da loputate z njimi, takole? Tudi. Preverimo, če se verjetno zaprejo. Ta zvok je bil ta prav? Ta prav. Gremo naprej na točko 3.
na hitro že tudi vidiš, a je bilo vozilo barvano, a so kakšne napakice. Kako recimo vidite to, da je bilo barvano? Pod kotom pogledaš, pa vidiš, a je barva lepo narejena, a je stečena, a je pomarančasta, a so smeti noter, ne? To je pol nek pokazatelj, da dejansko je lahko bilo vozilo barvano. Ne? A vi tudi merite v bistvu debelino tlaka? Tudi. Kako pa to delate? Ne bi bilo v mejah normale, če bi bilo tam nad recimo 200, 300, potem pa se že vidi, da je bilo recimo vozilo kitano in barvano. Ne? Zdaj, če so bila samo barvana vrata, tole ni velik alarm. Ne? Če pa je kitano bilo celo vozilo, potem pa je že to res alarm. Ne? In potem tudi se dostikrat tako vozilo ne odkupi. Ne? Se pravi, pri motorju, kaj pogledate? V prvi vrsti preverjava tekočine, to je dejansko prvi pokazatelj. Kaj pa tole? Tole pa je ena kozmetična napaka, ki se jo, bom rekla, Ki se bi jaz zdaj pikolovsko odkril. točno tako. Kaj pa to pomeni? A to pomeni alarm, da avta ne bi odkupili zaradi tega? Ne. To so take kozmetične zadeve, ki pač včasih pridejo in tole saniramo. Glejte, to je še najmanjši strošek, ki se lahko pojavi. Ok, torej spodaj, kaj dejansko tukaj opazite? V prvi fazi pogledamo pnevmatike. Tukaj, glede na to, da je vozilo 2018-letnik, avto ima 84 000 km prevoženih, bo počasi potrebno zamenjati, ker so še prve pnevmatike, ker je to standardna dimenzija, nekje tam med 70 in 100 evri. Opravili smo meritev izpušnih sistemov, vozilo je ustreza standardom, plini so ok, vizualno vse štima. Naj poudarim, da tole vozilo je opremljeno tudi z vlečno napravo. En cukrček pri temle vozilu. Za bicikle tovorne. Tako. Tule lahko še tukaj pogledamo, seveda, a motor kaj masti. Vidite, je vse čisto. Tukaj tudi se pogleda, a je vse izpravno, a je vse štima, tudi kolesa se preverijo, gumice, a je kaj spotrto, a je kaj počeno. To je še vse v redu? To je še vse odlično. In potem, ko to pogleda, kaj? Avto spustimo, gremo na testno vožnjo. Preverimo zvoke, tresljaje. Takole. V tem trenutku dam ključe mojemu mehaniku, ki bo opravil tehnični pregled na samem vozilu. To govorijo o teh postavki 73, 75%. Točno tako. Ko te vrednosti padejo recimo pod 60%, je to nekako potrebno zamenjava. V praksi pa to recimo tam 10 let 150 000 načeloma zdrži. Dvakratni pregled vozila že sam po sebi odpravlja potrebo po preventivnem pregledu pred nakupom, kakršne vestni kupci opravimo za približno 100 evrov pri recimo AMZS-ju in podobnih družbah. Kupec namreč s tem dobi potrdilo, se pravi uraden, neizpodbiten dokument. Takšno poročilo pa je tudi osnova za varnostni element, ki mu pravimo jamstvo. Ne garancija, ampak jamstvo. Garancija je neka zakonska določeno, bomo rekli, pravilo, za katerim mora stati trgovec, proizvajalec, da ima reči, vozilo brezhibno deluje. V nasprotnem primeru ima svoje odgovornosti prodajalec, trgovec, kako popraviti, kako zagotoviti spet brezhibno delovanje. In to je zakonsko jasno določeno. Pri čemer jamstvo je pa kritje lahko zelo podobno ali celo isto, glede na jamstvo, ker jamstva se tudi med seboj razlikujejo, ampak to je pa neka prostovoljna pogodbeno razmerje med mano in vami kupcem, ki ga jaz določam v splošnih pogojih. To v bistvu na neki način kupimo neko zavarovanje mi. Dobesedno. To je neko zavarovanje v primeru okvare vozila. In tudi v tem primeru stojijo zavarovalnice v zadnji, so nosilci, bom rekel, preko trgovcev, ne pa tovarna ali sam proizvajalec. Tehnično brezhiben avto je torej osnova, na katerem danes v letu 2021 sloni celoten posel z rabljenimi avtomobili. Ko enkrat ugotovimo in popišemo dejansko stanje ohranjenosti avta, postane nakup predhodno voženega avta povsem enak nakupu novega avta. Matematika je pač eksaktna veda. Razlik med financiranjem nakupa novih in rabljenih vozil pravzaprav ni. Ob izteku financiranja je lahko vozilo staro 15 let. Strankam, glede na njihove potrebe, želje in seveda boniteto, pripravimo aranžma, ki je za njih ustrezen. Razlike vendarle so. Razlike so v popustih. Pri novih vozilih v zadnjem obdobju
se večina vozil financira z raznimi finančnimi akcijami. Ponavadi so te akcije podprte ali z neko subvencijo uvoznika ali z nekim drugim aranžmajem, ki vključuje pač uvoznika. Pri novem avtomobilu ima velik interes trgovec, da obdrži stranko. Kaj pa pri rabljenem avtomobilu? Je ravno tako, nam se splača imeti stranko na dolgi rok. Vse, kar je neke razlike v ceni, priznamo stranki, da je stranka zadovoljna in gre stranka nov cikel. Strankam komuniciramo že ne samo v izteku pogodbe, tudi v vmesnem času trajanja pogodbe. Zdaj, če nekdo sklene leasing pogodbo za 5 let, pa imamo danes, recimo, da je neka prodajna akcija za novo vozilo, pa ga po 3 letih že pokličemo, lahko, ko ugotovimo, da je vrednost njegovega vozila višja od njegovega stanja glavnice pri leasingu, ga že kličemo in ga že lahko nagovarjamo k novemu nakupu. S tem se mi zelo veliko ukvarjamo. Očitno smo priča popolnemu prepletu prodaje novih in rabljenih avtov, kajti tudi pri rabljenih avtih zaslužek trgovca ni več v tem, za koliko višjo ceno nam bo avto prodal, ampak koliko zrnc bo iz naših mesečnih zneskov nabral v palačo. V nekaj letih oziroma še raje desetletjih se ne bere pravi zaslužek. Za bančnike, za serviserje, za trgovce, koristi pa imamo lahko tudi kupci. A te besede načeloma veljajo še zlasti, če kupujemo pri večjih avtohišah, ki lahko na enem mestu ponudijo več storitev. Zadnji hit tovrstnih trgovcev pa je, da nam ponudijo celo možnost vračila avta, če nam ne ustreza. Pravilo je, da ti lahko zameniš v 30 dneh vozilo, če ne prevoziš več kot 1000 km, za vozilo istega cenovnega ranga ali više. Neuradno nam trgovci pravijo, da zamenjajo tudi novi avto, ki nam ne ustreza. Ampak to je tema za samosvoj poseben video prispevek. Vabimo vas, da se naročite na naš kanal, tako boste prvi izvedeli, kdaj ga bomo objavili.